Lepo pozdravljeni. Vlada je na podlagi tretjega protikoronskega zakona določila seznam 187 pomembnih investicij v skupni vrednosti 7,7 milijarde evrov. Med njimi sta tudi hidroelektrarna Mokrice in drugi blok nuklearne elektrarne Krško. Na spodnji Savi trenutno obratuje 5 elektrarn: Vrhovo, Boštanj, Arto Blanca, Krško in Brežice. Projekt zadnje v verigi, hidroelektrarne Mokrice, zaradi nenehnih pritožb okoljevarstvenih organizacij že vrsto let stagnira. Odločitev vlade, ki je na podlagi tretjega protikoronskega zakona pripravila seznam 187 prednostnih infrastrukturnih investicij, na katerem najdemo tudi hidroelektrarno Mokrice, je pomembna za čim hitrejše dokončanje verige, pravi generalni direktor GEN Energije. Za nas je hidroelektrarna Mokrice pomembna hidroelektrarna, predvsem zato, ker je zadnja v verigi in bomo lahko izkoriščali naravne danosti in pa možnosti oscilacije pretokov in pa proizvodnje na cele verige. Zato seveda podpiramo, da je ta projekt našel svoje mesto v prioritetnih projektih, ravno zato, ker je možnost pridobiti gradbeno dovoljenje in seveda mi kot energetske družbe smo pripravljeni finančno, strokovno seveda izvesti to investicijo, glede na to, da smo uspešno izvedli celo verigo. V družbi GEN Energija si seveda želijo s projektom hidroelektrarne Mokrice nadaljevati čim prej. Vsekakor bi želeli do konca leta pridobiti dovoljenja, seveda postopki so pa zanimivi, zahtevni in zato je težko predvidljivo točen datum, ampak vsekakor bi želeli delati čim prej, kot sem rekel, do konca leta. Odločitev vlade, da projekt hidroelektrarne Mokrice uvrsti na prednostni seznam investicij, veseli tudi brežiškega župana. Dejstvo je, da ta investicija že zaostaja praktično 3 leta oziroma prve načrti so bili, da bo dokončana v letu 2017, potem se je prestavila na leta 2019 in pa seveda potem na leto 2022 in seveda, vkolikor ne bo to prednostno obravnavano, dejansko ta hidroelektrarna še dolgo ne bo zgrajena. Za občino Brežice je to ključnega pomena, da se ta hidroelektrarna zgradi, kajti to je zadnja v verigi, ki bo nekako stabilizirala oziroma uravnavala celo verigo. V Brežicah pa seveda je ključno, kajti ob tem se gradi tudi poplavna varnost še določenih vasi, kot so Loče, Rigonce, Mihalovec, delno tudi Čatež in pa ostale. Je pa ključnega pomena, če hočemo zavarovati te vasi, kajti ne želim si, da bi se nam zgodila zgodba iz 2010, ko so določeni ljudje v teh vasi imeli tudi po meter, pa pol ali pa 2 metra vode v svojih hišah. Hidroelektrarna Mokrice bi sicer letno proizvedla 131 gigavatnih ur električne energije. Na prednostnem seznamu investicij pa je med drugim tudi projekt drugega bloka nuklearne elektrarne Krško. Predvsem zato, da se začne umeščanje v prostor in priprava tega projekta. Mi bi predvsem želeli dobiti čim prej energetsko dovoljenje, potem pa seveda tudi pobudo za umeščanje v prostor, tako da naš namen je, da bi z letom 2027 najkasneje začeli z izgradnjo drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem. Zdi se nam sploh pomembno, da država čim bolj realno planira svoje projekte in seveda ta vlada je našla prostor za dolgoročno planiranje pomembnih objektov za Slovenijo. Ravnanje z odpadki predstavlja enega večjih izzivov za vsa evropska in svetovna mesta. Še posebej, ko gre za projekte sanacije in zapiranja odlagališč nenevarnih odpadkov. Družba Kostak je v sodelovanju s hrvaškim podjetjem Opera Group v letošnjem letu začela izvajati dela na sanacijah odlagališč na Hrvaškem, med drugim tudi v Poreču. Skupina Kostak je v partnerstvu s hrvaško družbo Opera Group v letošnjem letu pristopila k izvajanju del na sanacijah odlagališč. Na Hrvaškem trenutno poteka več takšnih projektov. Prejšnji teden so zaključili dela v Poreču, ki so trajala približno pol leta. V Poreču samem smo prejšnji teden uspešno izvedli tehnični pregled. V Poreču smo sanirali odlagališče tako, da smo prestavili nekje 30.000 kubikov odpadkov, da smo oblikovali neko celoto. Potem smo to prekrili z tesnilnimi slojimi, naredili geodrenažni sistem odplenjevanja, imeli smo obvodni kanal za odvodnjo meteorne vode in pa sam sistem odplenjevanja, ki se je priključil na obstoječo bakljo. Družba Kostak je sicer v zadnjih letih izvedla več podobnih sanacij odlagališč. Med drugim so na Hrvaškem sanirali odlagališča v Kninu, Pazinu in v občini Sveti Ivan Žabno. Prav tako je bil tehnični pregled opravljen uspešno v ponedeljek v Pazinu. Zdaj nas čaka še tehnični v Žabnem čez 2 tedna in potem začenjamo z novimi projekti naprej. Sanacija enega takšnih odlagališč se bo namreč v naslednjih dneh začela pri Varaždinu, zatem pa še pri Bjelovarju.
Skupina Gen je poslovno leto 2019 zaključila zelo uspešno, saj tako kažejo podatki v nedavno objavljenem letnem poročilu. Prihodki celotne skupine so znašali 2,2 milijarde evrov, čisti dobiček je znašal 48,5 milijona evrov, kar je za 28% več od načrtovanega. V krovni družbi pa so prihodki znašali 209 milijonov evrov, od tega čisti dobiček 27,4 milijona evrov. Leto 2019 je bilo za skupino Gen zelo uspešno, vse enote so izredno stabilno obratovale, zastavljene načrte so dosegli. V Nuklearni elektrarni Krško celo presegli. Tudi poslovni rezultati so bili rekordni. Imeli smo rekordni dobiček na nivoju skupine 48 milijonov evrov, neto čisti dobiček in pa promet preko 2,2 milijardi evrov, kar nas uvršča pravzaprav na drugo mesto po prihodkih družb v Sloveniji. Čisti dobiček so presegli za kar 28% od načrtovanega. Celo blizu 30% smo presegli glede na načrt, predvsem z dobrim menedžiranjem obratovanja naših hidroobjektov, prodaje in nakupa električne energije na trgu, seveda pa z tem, da smo tudi presegli plan obratovanja v nuklearki, pa tudi na en del hidroelektrarnah. Proizvodne enote družb skupine Gen so delovale brez izpadov in proizvedle 3600 gigavatnih ur električne energije. No, zanimivo je bilo, da je bilo praktično 3/4 leta zelo suho, zelo slaba hidrologija, vendar smo uspeli na širših trgih zelo dobro kupovati in prodajati električno energijo in se enačiti to našo proizvodnjo. V zadnjem kvartalu pa seveda smo imeli večjo proizvodnjo. Skupaj smo kot skupina proizvedli 3,6 teravatne ure električne energije ali pa približno nekje 40% slovenske porabe električne energije. V tržno-prodajnem delu so se v družbi Gen-I prilagajali dinamičnim tržnim razmeram. Lansko leto je bilo zanimivo, predvsem z področja trgovanja z električno energijo, ravno zato, ker smo pravzaprav količinsko nakupili in prodali električne energije za nekje 3-kratno slovensko porabo, okoli 42 teravatnih ur. Predvsej pa smo tudi finančno trgovali na vseh 19 državah, kjer smo prisotni, pravzaprav tudi približno enaka številka smo naredili tudi finančnih poslov z ščitenjem in pa seveda z finančnimi inštrumenti. Lansko leto je bilo intenzivno tudi na področju razvoja in raziskav ter investicij. Lansko leto smo upravili preko 90 milijonov naložb, kar pravzaprav nas uvršča med najbolj investicijsko dejavne skupine v Sloveniji. Bile so pa predvsem v varnostne gradnje v Nuklearni elektrarni Krško in pa začetek izgradnje plinskega bloka 7 v Termoelektrarni Brestovica. Novšak vse skozi opozarja tudi na vse bolj potrebno gradnjo drugega bloka jedrske elektrarne, ki bi ga, poudarja, potrebovali že zdaj, saj se je povpraševanje po elektriki v zadnjih letih okrepilo. S pospešeno elektrifikacijo vseh področij, zlasti prometa in ogrevanja, s krepitvijo gospodarstva in rastjo življenjskega standarda, vztrajno rastejo potrebe po električni energiji in po dodatnih virih. Čezmejni projekt Trident Bike 2 združuje po 3 partnerje iz Slovenije in Hrvaške. Njegov cilj je okrepiti obstoječo turistično ponudbo skozi vzpostavitev, izboljšanje ter razvoj kolesarjenja in konjeništva v obmejnih regijah. Na novinarski konferenci so predstavili oblikovanje trajnostnih kolesarskih produktov v Sevnici kot del destinacije Dežela grofov Celjskih. Projekt Trident Bike 2, ki poteka od leta 2018, je nadaljevanje projekta Trident Bike 1, ki se je zaključil pred 4 leti. V prvem smo nekako vzpostavljali nove kolesarske poti, promovirali konjeništvo, kolesarstvo, kakšne delavnice tudi. Zdaj smo šli pa predvsem zlasti na hrvaški strani, so šli v standardiziranje kolesarjem in konjenikom prijazne ponudbe, dopolnjevanje infrastrukture, spodbujanje turističnih ponudnikov, da se nekako v to standardizacijo vključijo. Pri nas je nekoliko bolj razvito kolesarstvo in standardizacija recimo gostinskih objektov, ponudnikov. To je urejeno, konjeništvo pa tudi pri nas relativno še v nekih začetnih korakih. Poleg kolesarstva želijo razvijati konjeništvo. Želeli bi si povezati vse tiste, ki delujejo na področju konjeništva, od društva do ponudnikov. Tule imate recimo mlad par v Vranju pod Ajdovskim Gradcem, imate šolo jahanja, imate svojih konjev precej in tako naprej.
Skratka, da bi mi postali neka destinacija, ki bi bila prepoznavna tudi po konjeniškem turizmu. V Sevnici so se sicer usmerili v oblikovanje trajnostnih kolesarskih produktov. V ta namen so se povezali s Slovenskimi železnicami. Njihov predstavnik Primož Kokalj je ob predstavitvi delovanja Slovenskih železnic na področju kolesarskega turizma med drugim napovedal vpeljavo novih garnitur tudi v Posavju. Sama nabava garnitur je med letoma 2020 in 2023. Vse te Stadlerjeve garniture, bodisi dizelmotorne ali elektromotorne, bodo imele nekje 10 mest namenjene za kolesa. Ko bodo vse te garniture že v pogonu, torej ko bodo imele že nek taktni promet vzpostavljen, po tem času bomo pa še stare garniture predelali in dejansko, bom rekel, razvijali tudi kolesarske vlake. Projekt je spodbudil tudi pripravo in ureditev 2 sevniških kolesarskih poti, dodatna ponudba pri obeh poteh pa omogoča tudi možnost izposoje koles. Imamo za izposoje to skozi, to je pač ločeno, za izposoje elektrike ni problema, tam 7-10 električnih koles skozi, potem pa je na 15 koles klasičnih koles, strešni kovčki, nosilci za kolesa, tako da lahko v bistvu z avtom pride na kljuko, pripne nosilec in gre tudi kolo kam odpelje. Projekt Ride and Bike 2 zdaj prehaja v zadnjo tretjino. Zdaj je teklo gladko, tale korona nas je pa dejansko za 3 mesece nekako zavrla, zato ker nismo vedeli, kako izvajati, ni bilo sestankov in podobnega. Ampak bomo svoje aktivnosti vsi partnerji izvedli in smo prepričani, da bomo tudi ta evropska sredstva počrpali. Čezmejni partnerski projekt je sicer vreden približno 700 tisoč evrov. Sevniški del projekta znaša 185 tisočakov, od tega je 85% evropskih sredstev. Na Srednji poklicni in strokovni šoli Krško je potekala podelitev spričeval in nagrad najboljšim na poklicni maturi in zaključnih izpitih. Na Srednji poklicni in strokovni šoli Krško so podelili spričevala o opravljeni poklicni maturi in zaključnih izpitih. In veseli smo, da imamo, lahko rečem, kako je zgodovinsko leto, tudi zgodovinski uspeh. Dijaki so bili že v tekom izobraževanja od prvega letnika kazali izjemne sposobnosti, tako da ta generacija je bila res dobra. In letos se veselimo kar 6 zlatih maturantov, potem 12 odličnih na poklicni maturi in 7 odličnih na zaključnih izpitih. Letošnje leto je za Srednjo poklicno in strokovno šolo Krško posebno tudi zaradi prve generacije strojnih mehanikov. Lahko bi rekel, generacija, ki leto zaključuje, je prva v Sloveniji, saj smo ta program dobili kot edini v državi pred 3 leti. Tako da tudi zaradi tega je ta letošnje leto zgodovinsko. Na šoli je v tem šolskem letu sicer približno 160 dijakov zaključnih letnikov v vseh smereh izobraževanja. Izobraževali so se za 8 poklicev z področja strojništva, računalništva in elektrotehnike. Rezultati v letošnjem letu so zelo dobri. Mi smo imeli letos veliko število dijakov, kar 61 jih je bilo prijavljenih, 59 jih je uspešno zaključilo, to je 97% uspeh, kar je med boljšim rezultati v zadnjih letih in pa med večje število dijakov. Zdaj v prihodnjih letih bo se nekoliko zmanjšalo na poklicnem izobraževanju, vendar tu nekje ostajamo pri tem. Moram reči, da letošnja matura je res potekala v neki specifični situaciji. Namreč sem že vrsto let tajnik in letos je bila res specifika od same prijave v marcu in potem do same priprave na maturo in sedaj tudi sama izvedba. Moram reči, da smo uspešno zaključili. Kljub tej specifični situaciji uspeh, lahko rekel, izredno dober, ogromno odličnih dijakov in pa tudi 6 zlatih maturantov v vseh programih tehnik računalništva, strojni tehnik in pa elektrotehnik. Čeprav je bil letos potek poklicne mature in zaključnih izpitov specifičen, so ti kljub razmeram zaradi epidemije večinoma potekali normalno. Ja, glede na to, da smo se samostojno mogli učiti z doma, je bilo malo težje, saj si mogel dosti več sam delati, se pozanimati za določene podatke, vendar so tudi profesorji na pomoč prišli, si jih lahko kontaktiral prek interneta in je šlo. Bilo je pestro, veliko učenja, drugače pa z rednim delom je šlo. Najuspešnejšim dijakom so podelili praktične nagrade, ki jih je prispevalo podjetje Metalna Senovo. Dijaki pri nas opravljajo prakso. Vključili smo se pred 2 leti tudi v vajeništvo strojni mehanik, tako da lahko upravljajo obširnejšo prakso pri nas, kar pomeni, da so polovico tedna v šoli, polovico tedna v metalni.
Skratka, ta sistem je še boljši kot navadna praksa, zato ker se veliko več naučijo iz praktičnega dela in potem ob koncu šolanja pridejo ven veliko bolj izkušeni. Mi dobro sodelujemo s podjetji zelo dobro, ker grejo na roko za naše dijake, zdaj je bil res problem s korono, tako da smo tole mogli malo prečasno končati. Drugače pa nasplošno pa ni problem dobiti za dijake prakso v normalnih razmerah, tako da smo kar zadovoljni s sodelovanjem s podjetji. Kljub številnim ukrepom za večje zaposlovanje pa tehničnega kadra primanjkuje. Številna podjetja zato razpisujejo kadrovske štipendije. Ravno letos je tudi eden izmed zlatih štipendistov, naših štipendistov, tako da smo zelo veseli in ponosni na našega Senada Draganoviča, ki se bo tudi septembra pri nas zaposlil. V septembru pa nameravamo tudi nekaj novih strojnih tehnikov štipendirati. Ja, v tem šolskem letu imamo 507 dijakov, ki zaključujejo in odhajajo sedaj na počitnice. Obeti za prihodno šolsko leto pa so nekako, da bo vpis nekako na tej ravni. Vpisali bomo v vse izobraževalne programe, za vse poklice, tudi za poklic strojnega mehanika, tako v šolski kot v vajeniški obliki. Spoštovani gledalci, drage gledalke, to je bil mesečni pregled gospodarstva. Hvala za pozornost in nasvidenje.